Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na portalu Info360, gledate pa seveda Uro resnice, z menoj sta Edvard Kardič in pa Sebastian Jeretič. Zdaj, danes bi se pogovarjali o tem, ali bo Golobu s poroko in po božičnico uspelo znova, recimo, prevarati oziroma pač po domače nategniti volivce. Od prejšnjega tedna dalje je Golob tudi odprl, sem videl medijsko fronto proti Vladimirju Prebiliču, ki je očitno njegov glavni konkurent na levici in kaj lahko naredi v teh razmerah opozicija, se pravi Janša, Logar in pa Vrtovec. Ampak predno gremo te teme, imam nekaj konkretnih vprašanj. Zdaj, danes jutri se je zgodilo to, hišna preiskava pri bivšemu ministru notranje zadeve, članu vidnemu politiku SDS, Alešu Hojsu. Zdaj obtožujejo ga po njegovih izjavah to, da je sodeluje s kavaškim klanom, oziroma da je sodeloval z upitim kavaškim klanom, da naj bi leta 2021 dobil od nekega neznanca informacijo, kdaj bo stekla preiskava proti kavaškemu klanu in da naj bi to istega leta sporočil kavaškemu klanu. Zdaj sicer ni še čisto jasno, kako naj bi to storil, preko socialnih omrežij, ali naj bi sam interno nekomu povedal. V tem trenutku, ko to snemamo, to še ni jasno, mogoče bo kasneje, ampak kaj meniš ti o tej zadevi? Doslej so bile preiskave običajno povezane z nekim sumom korupcije, ne? Nikoli pa ni bila še preiskava narejena zaradi takšnih očitkov, kot je zdaj Hojs povedal. Glede tega primera je bistven ravno ta detajl, ki si ga izpostavil, ne? Če mu očitajo, da je recimo prek X ali na kaki tarči ali kaj podobnega izdal kako zadevo, ne, je to pol ena stvar. Tajni postopek naj bi izdal. Ne, ja, če je šlo za prenos informacij, ki bi res bil nekako kriminalen, pol je to popolnoma druga zadeva. Ne. Ampak, dajmo reči, poznavajoč situacijo, bi prej rekel, da so našli izgovor v kakem X-u ali kaj podobnega in dejansko našli to samo za izgovor za hišno preiskavo. Jaz sem tudi sicer zelo skeptičen sploh do koncepta hišnih preiskav pri nas, da po 4 letih pridejo na hišno preiskavo zaradi česa. Kaj mislijo, da bodo našli vezano na to, recimo, izdajo neke skrivnosti. Ne? Pri nas, pa da se razumemo, to velja za leve in za desne. Ko so že pred dolgimi leti opravili hišno preiskavo, recimo pri Zoranu Jankoviću, ki je bil takrat lider opozicije na nacionalni ravni, v času torej druge Janševe vlade, sem rekel, da če ga ne bodo spravili v zapor, da torej, če nimajo tako trdih dokazov za nekaj takega, potem je treba celoten vrh policije spraviti v zapor zaradi zlorabe instrumenta hišne preiskave. To pomeni, da gre tukaj predvsem za nek teater. Jaz razumem hišne preiskave, ki jih upravijo, ne vem, Velika Britanija, Amerika, ko lahko pogledamo, ki se zgodijo 2, 3, 4 dni potem, ko se nek postopek recimo začne, ko so dejansko lahko še neki sveži podatki, ampak res ne razumem, kaj želijo danes recimo pri njemu odkriti. Oziroma, verjetno lahko razumemo. Ne? Brskali bodo, iskali bodo karkoli po elektronskih napravah, torej sveže tekoče zadeve, ne zadeve izpred 4 let. Predvsem pa je to seveda začetek, dajmo reči, spet radikalizacije kampanje v Sloveniji. Slabe pol leta je do volitev in Levica ima samo eno točko programa, to je antijanšizem, in zaradi tega, ker je recimo zadnje čase Janša zelo konstruktiven na Twitterju, vidimo v glavnem recimo fotografije z mladimi, z novimi člani, mora Levica enostavno zaostriti situacijo v državi, da bi imela šanse za ponoviti mandat. Takšna preiskava tudi. Najverjetneje. Izvoli. No, jaz mislim, da gre tukaj samo za intenziviranje tega, o čemer smo mislim že govorili kakšnem par oddaj nazaj, no? Gre za implementacijo politike strahu v nek del političnega prostora. Mogoče bolj kot neposredno ustrahovanje opozicije gre za vnos elementa, da mi lahko vas dosežemo kjerkoli ste, kadarkoli ste. Ne? To se pravi 4 leta po nekem dejanju, kaj pričakuješ, da boš najdel mapco, letnik 2021, pa znotraj neki pogovori, ali mislim, kaj sploh v tem primeru, ne? Torej, jaz sem trdno na stališču, da gre zgolj za neko demonstracijo moči in iz te pozicije demonstracije moči je pa pravo vprašanje, kdo bi v resnici mogel iti za rešetke. Ravno zato. Ne? Gre torej za in te demonstracije moči smo videli že večkrat po malem, zdaj pa v bistvu preraščajo te stvari. Lahko se strinjamo, da se približujejo volitve, ampak preraščajo neko tisto zdravo mero razuma. Ne? Če smo
te demonstracije moči videli pri raznem zbiranju podatkov iz finančne uprave. In tako naprej. Tukaj pa gre že za neposredno uporabo represivnega organa pri članu opozicije. Pri teh stvarih je tega bi načeloma moglo biti pravosodje bistveno bolj previdno, ne? Pravosodje ne vem, koliko bi moglo biti previdno, ampak kar mi vidimo je predvsem bom rekel, ta tišina osrednjih medijev, ki nakazuje, da gre za popolni nadzor nad osrednjimi mediji, kar pomeni, da če ni glas ljudstva oziroma to se pravi ta interes ljudstva v ozadju branen skozi novinarsko srenjo, si v bistvu oblast lahko privošči karkoli. Tako da bomo videli sicer razvoj tega, ampak bom rekel zdaj, kakšen je razlog in tako naprej, lahko je, ne vem, razlog takšen ali drugačen, ampak jaz mislim, da po 4 letih delati hišno preiskavo gre za nek dejansko teater, jaz pač to popularno imenujem teater absurda, katerega mi spremljamo, ker se več ali manj in mi, ki se dejansko aktivno zanimamo za stanje v političnem polju, pa do drugih ljudi, ki se malo manj, se sprašujejo, zakaj v bistvu pravzaprav sploh gre. Je zdaj tam en novinar, ki je bil zraven očitno prisotni, je vprašal Hojsa, ali je res izdal pač neke podatke Kavaškemu klanu, pa je Hojs odgovoril, da je to neumno vprašanje. Se pa verjetno je to mislil nek ciničen način. Da je absurd vse skupaj, verjetno je to. Jaz si predstavljam, da je to mislil, da je in razlog za samo preiskavo in seveda posledično potem tudi vprašanja. Če pa za tako preiskavo potrebuješ pač podpis preiskovalnega sodnika, ali pa sodnice. Ki ga očitno v Sloveniji ni težko pridobiti, ni to prvi primer. Tudi v pravosodju, seveda v vseh državnih aparatih imamo tudi poštene in strokovne ljudi. Dovolj je peščica, ki zlorabi svoj položaj, predvsem pa mora imeti nadzor nad tem, kdo je kdaj na določenem mestu, da lahko nekaj podpiše. Je pa zanimivo, ker pač Hojs takrat v tej funkciji je bil notranji minister in zdaj, če držijo njegove besede, naj bi on to informacijo o tem, kdaj bo preiskava zoper Kavaški klan dobil od nekega neznanca, ker pričakovali bi, da bi pač notranji minister dobil od aparata, od policije, ne vem, nekoga. To bi imelo nek smisel, zakaj bi nek neznanc pošiljal in potem to on posredoval. Ampak dobro, to bomo videli še, kako se bodo stvari naprej razvijale. Zdaj v soboto je tudi kongres Levice, kandidirala, bodoče naj bi imeli 2 koordinatorja, Asta Vrečko in pa Luko Mesec. A je to zdaj pomeni neke vrste nezaupnica Asti Vrečko? Zagotovo pred volitvami to pomeni neke vrste nezaupnica, oziroma pomeni, da je Luka Mesec seveda edina blagovna znamka Levice, lahko rečemo. In dejansko je skozi leta se razvil v nekega predstavnika, ki zdaj ni več samo tisti neki salonski levičar, ki bi filozofiral o zadevah, doživel je določene, doživel je stik z realnostjo kot minister, kar smo videli zdaj pri zagovarjanju recimo pokojninske reforme, ko mu skrajna levica skače nekako v hrbet in vsake toliko da kakšno izjavo, ki, bom rekel, pokaže ta stik z realnostjo. Vsekakor pa je, bom rekel, večja blagovna znamka kot ta Asta Vrečko, ki se v tem času enostavno ni naredila v nek politični lik. Ali se ni hotela umakniti, ali je to pač neka ta moda skrajne evropske levice, da imajo tudi po več koordinatorjev. Zdaj ne smejo reči, da imajo pač moškega in žensko, ker s tem bi priznali, da obstajata 2 spola, ampak ne moreš, da naj bi to samo po sebi bilo nekako razumljeno, da gre mogoče za enakost neko tukaj. Mogoče bi se Maljevac lahko še vključil, pa bi še tam dodal tretji koordinator, recimo. Ampak tukaj mogoče malo hecom, mečkam pa tudi zares. A si kdo od nas tukaj predstavlja pač nek kongres Levice, da bo tam 10,000 ljudi? To se pravi, da vseh 5... imajo v domu španskih vojcev. Ja, vseh 30, ki bo tja prišlo, od teh bosta 2 koordinatorja, pa še nekaj treba vedeti. Asta Vrečko je s svojimi potezami, to se pravi v ospredju Levice znotraj te vlade, požela ogromno antipatij ali pa pripisana je neka skrajna drža. Z ukinitvijo, to se pravi muzeja slovenske osamosvojitve in potem naprej s temi potezami, poznamo vsi te izraze, čebinarka in tako naprej. Čebinska princesa, mislim, da je bila. Ja, nekaj, pač hočem reči, da si je pridobila nek sloves, pravzaprav neke hardcore komunistične skrajne levičarke, in v bistvu Mesec vnaša s to svojo mogoče malo bolj
dajmo reči, ljudsko linijo, karkoli že to pomeni, znotraj levice vnaša malo več te širine, da bi nagovorili še koga razen tistih, jaz pravim, binki skrajnežev, ki pravzaprav ves čas neki protestirajo in so praktično proti vsemu, karkoli naj bi nek zahodni svet sploh predstavljal. Pa tisti bo itak našel zatočišče pri Kordišu, ne? Tako, tisti še večji skrajneži, To bo še huda bitka tukaj, ne? Zdaj je pa še naslednji element, eno je seveda to sodelovanje zvezno med Kordišem in levico, oziroma ta vprašanje je, ali bo Kordišu uspelo dovolj zagristi v levico. Levica mislim, da je strateško dobro sklenila to sodelovanje zvezno, niti ne zato, ker bi imeli oni, ne vem, na 10,000 glasov, ker jih nimajo, ampak čisto zaradi same ideje povezovanja, ne? In zdaj mislim, da je res projekt nove stranke županov, tistih skrajno levih županov, mogoče pripravljen ravno za nadaljevanje, za naslednji korak te zgodbe, ki jo bodo želeli prodati, da so oni zdaj neki povezovalci, recimo neke širše leve zgodbe, ne? Ker je tudi napovedano že, da in Vesna in Levica sta odprta za sodelovanje s to stranko, mislim, da je skupnost ali nekaj podobnega. Ne? Skratka, pričakuješ, da bi lahko so v neki strateški ofenzivi in znajo tudi zapreti Kordišu mogoče malo prostora, čeprav po drugi strani seveda velik del te skrajne levice vidi pa Kordiša kot tistega, ki je ostal zvest idejam in se ne zmeni za recimo te stike z realnostjo, ki so jih pa ministri morali doživeti, ko so začeli upravljati posamezne državne aparate. Pretirano medijskega prostora pa nima Kordiš, ne? Sploh ne, misliš? Ne, njemu ostanejo v resnici samo ekscesi. Da ga preko ekscesov nekdo zazna in pač to pa ni verjetno najboljša, ne, za voditi neko... Kar za levico ne bo problem, ne? Medijski prostor. Levico pa je imela poln medijski prostor. V končni fazi levica obvladuje RTV, ne? Zdaj, kaj pa še rabiš RTV, pa še neko trobilo ala Mladina in to je to, ne? Kakorkoli to vrneš. Ne? Dobro, pa prišlo je do preimenovanja stranke Fokus, ne? V stranko Marka Lotriča. Ja, mislim, to je relativno hitro se zgodilo po kongresu. Jaz priznam, da ne razumem čisto najboljš. Zdaj, mogoče je bila poteza predvsem v prepoznavnosti, da bi pač ljudje to lažje povezovali, zakaj se sploh gre. Na splošno pa jaz osebno recimo nisem prav posebej naklonjen idejam v politiki, mislim, ne, v političnem prostoru, idejam nekih podjetniških strank, podjetniških pristopov, preprosto zato, ker je politika kot takšna, strankarska politika, ukvarjanje z maso, ne, ukvarjanje z celotnim pač prostorom upravljanja z družbo, recimo. Ne. In zdaj podjetnikov samih po sebi relativno malo, ne. In iti v ta prostor s to neko idejo, če to ni zgolj in izključno samo ena postavka v programu, ne, da se zavzemaš za, ne vem, olajšave za podjetnike in tako naprej, ne, če daješ to v spredje, ti zelo hitro zmanjka. To se pravi in širine in potencialnega članstva in tako naprej. Ne. In Lotriču je v bistvu to tudi ena od negativnih možnosti. No, to se je vedeli že v začetku. Ne? Jaz mislim, mnogi podjetniki imajo strašne ideje, kako bojo v bistvu ne vem kaj naredili. Ne? In zdaj imamo že drugega predsednika državnega sveta, ki je imel neke strašne ambicije v politiki in ima še vedno, no, več kot očitno, ne, to se pravi gospod Lotrič pa gospod Kovsa prej, ne, ampak ko ti izstopeš iz soja žarometov funkcije predsednika državnega zbora, ker naenkrat zmanjka žarometov, zmanjka medijev, po možnosti zmanjka tudi denarja, ne, ker moraš, če si prej nekaj plačal moraš potem jutri, ker ni funkcijskih žarometov, plačaš 3 namesto 1. Dobro, gospod Lotrič, vedno s tem nima težav, ne, s financami. Ne bi imel, no, pač ne vem, ne, sej tukaj nastane problem, ne, to se pravi, stranka je nekaj, kar je množično, ne, in če si ti preozak v tem smislu, imaš hitro lahko problem, ne, zdaj, da pa kar financiraš samo od sebe in upaš na to, da boš vsaj ti 7% ubil,
je pa v bistvu, bom rekel, kar precej loterija, no, to mislim. Ne? A je možno, da so zdaj Lotiča nekako streznili te javnomnenjske ankete, ki so dali recimo temu Fokusu 0,5, 1,5 odstotek? Še ni slišati, je še nekaj mesecev časa, jaz trenutno ne vidim neke perspektive. Pa zdaj se je tudi malo nekako, se mi zdi, da bi se malo nekako pasiviziral. Vse mogoče ravno zaradi te pasivizacije je poskusil zdaj z dodatkom imena k stranki, kar je ustrezna poteza za slovensko današnjo realnost. Jaz se strinjam z Edvardom, da bi politika seveda mogoče se morala vrniti v tiste čase, ko so obstajali konceptualne tekme med različnimi ideologijami, kar je sicer postala neka zmerljivka, ampak postala je zmerljivka za nekaj, kar je v politiki bistveno. Ne? To pa je koncept vrednot in programskih izvedbenih zadev. Kdaj pa se je to dogajalo na zadnje? Govorimo skozi desetletja. Skozi ta desetletja, pa ne govorimo samo za Slovenijo, ne? Govorimo tudi za Evropo oziroma za celoten zahodni svet, da se je ta dajmo reči, struktura političnega življenja pomembno spremenila. Ne? V Sloveniji mogoče bi se dalo z nekim ustreznim, čisto res mrežnim marketingom recimo doseči nek preboj v parlament na osko interesni liniji, ga pa ne vidim recimo na podjetniški ravni. Zaradi tega, ker tudi, kar sem v različnih kampanjah spoznal, recimo vse te ali obrtnike ali manjše podjetnike, oni če že politično so aktivni predvsem na lokalni ravni, ker oni so večinoma odvisni od županov, ne pa od vlad. Torej od vlad so seveda posredno zaradi gospodarske davčne politike, ne? Ampak čisto poslovno je njim dosti bolj pomembno, kdo je recimo na lokalni ravni glavni, ker tam poteka večina recimo nekih njihovih poslovnih procesov in se zaradi tega tudi večinoma odločajo potem, kako so recimo v lokalni politiki razdeljeni. Jaz mislim, da je bolje, da bi čim prej prišlo do tega spoznanja, da stranka nima možnosti vstopa v parlament in da bi se mogoče nadaljevalo neko povezovanje, kot zdaj recimo potekajo pogovori med Novo Slovenijo in SLS-om, mogoče ali pa z Logarjem ali nekako drugače. Jaz mislim, da je pomembno, da se glasovi tistih, ki si želijo spremembe, ne bi drobili. Ne, da se to začne povezovati, ne samo zaradi tega, da se ne zdrobi 5 ali 10 tisoč glasov, ampak že zaradi same zgodbe, ker čim se začne neko povezovanje, to pritegne pozornost in pridobi recimo neke simpatije in mogoče nekih dodatnih potencialnih volivcev. Dobro, če gremo potem na osrednjo temo, zdaj videli smo pri Golobu s tole poroko, to je kar uspešno, ne, s tem medijskim kartelom uspel, ne, zdaj zapolniti že približno mesec dni, ne, in to tako se mi zdi, da je zdaj, ko človek pogleda nazaj, vidi, da je bilo to kar precej domišljen scenarij, zelo natančno, kaj se bo objavilo en teden, kaj se bo objavilo čez 2 dni in podobno. In zdaj s tole božičnico, ki jo je napovedal, ne, kljub tem pač pomislekom, recimo na nek način pomislekom finančnega ministra, ampak zdaj, če gledamo to zadnjo anketo na Pop TV-ju, nekaj mu je uspel, ne sicer veliko, ampak nekaj malega mu je uspel. Ne? Mislim, meni se zdi to precej logično. No? Kaj to, da mu je nekaj malega uspel? Da mu je uspel. Ker veliko mu ni, če računaš na to, kakšen potencial pač medijski ima v rokah. Meni se zdi to pač tako, na nek način logično. Ne? Če imaš ti, mislim, na zadnje številke so bile tam, da okrog 70% ljudi to podpira, ne? Samo božičnico in meni se zdi to logično. Zdaj, jaz mislim, da vsi podpirajo v javni upravi, kar pomeni, da dobiš plus minus polovico populacije, pa še velika večina zaposlenih v zasebnem sektorju. Jaz pa razumem, Edvard, božičnica je tukaj močnejši faktor kot poroka, ali kako? Jaz mislim, da ja. Zadeva je povezana, ampak dajva najprej glede božičnice. No. To se pravi, ta sentiment meni se zdi to normalno. Pač ljudem bom rekel, en določen denar prišel še dodatno na račun. Zakaj bi bil v resnici proti? Ker nekdo, ki je pač v službi nekje, se ne ukvarja z ekonomiko, razen če je na takem delovnem mestu nekega zasebnega podjetja. Zdaj, kje bo ti zasebnik dobil denar? Če to daš čez palec v firmi, kjer je, 20 ljudi zaposlenih, je to dodatnih kar 20,000 evrov, bo treba od nekje potegniti. S tem, da se je že zdaj nekaj izplačevalo v obliki nekih nagrad in tako naprej. Jaz mislim, da je glavni problem te božičnice je ta obvezna, kar nek po sistemu davka, da je to glavni problem.
In tukaj se ponovno pokaže ta šibkost v bistvu podjetniškega vidika ukvarjanja s politiko. Jaz mislim, da mora podjetnik se ukvarjati s podjetništvom in se združevati v združenjih, kjer pa mora biti več ljudi, ki so zdrave pameti in brez dlake na jeziku povedati, kaj jih skrbi za njihovo, to se pravi usodo podjetništva in posledično za usodo zaposlenih tam. Tako da to je ta vidik. Zdaj, druga stvar pa je, da ljudje večinoma ne ločijo tega momenta, ki je v bistvu dramatično, kako bi rekel, spregledana, da je Janševa vlada upeljala neko, to se pravi poskušala upeljati neko reformo oziroma nek dodatek pri dohodnini, popravek zakona pri dohodnini, in na tisti račun bi povprečen Slovenec prešparil približno oziroma imel več danes v denarnici 1100 evrov, mislim, da je izračun. In zdaj tisto so umaknili, dodali pa bojo korektiv za 600 evrov. Ja, po nekaterih številkah naj bi pač Golobova vlada odzela približno med 3 in 5 tisoč evrov. Hotel sem pa to povedati, da povprečni, bom rekel, uslužbenec, zaposlen, ki se s tem ne ukvarja na tak račun, že itak imamo problem z izračuni dohodnine in tako naprej, se ne ukvarja s temi izračuni. Koliko je, po domač povedan, žejen prepeljan čez vodo, zato, da je nekdo neke politične cilje dosegel, zato, da mu danes ploskajo, je najprej vzel, se pustil, kako bi rekel, kritizirati v času, ko ni bilo nobene možnosti, da bi zaradi te kritike potegnil tako kratko, in zdaj dal bombonček ta nazaj. Če ti vprašaš človeka na cesti, vprašaš, ne vem, pokojnica, kogarkoli, ja, kaj pa vi mislite o tem, on vidi teh 600, kogarkoli, on ne vidi, kaj je vse zgubil v tem času. On lahko reče, ja, v Hoferju, Lidlu, Mercatorju, karkoli so šle pa cene, ne vem, Moka je bila prej tokle, danes je to vidi, ampak tega ne usporeja z odločitvami neke politike, kaj šele, da si izračuna, koliko je v resnici v minusu, kljub temu, da mu je obljubljeno nekaj. To se pravi, palca je bistveno večja od bombončka, ta palca je bila pa upeljana zato, da se je nahranilo tiste, ki jih morajo na nek način vzdrževati na oblasti, da zadeva deluje. Sej, bom rekel, če bi šli suhoparno po številkah, bi v teoriji moral proračun biti višji, če rečem nominalno, v nekih številkah bi mogel biti višji samo za razliko inflacije, pa še, bom rekel, kakšen manjši projektek, mi imamo pa 2 milijardno luknjo. Ampak to povezovanje, ljudje zdaj povezujejo, pač višanje cen, pa od tega so dobili manj v teh letih na račun ali ne, to naj bi bil tudi del medijske strategije, kot mediji tega, mediji visokih cen, če gledamo pač televizije, ne povezujejo z delom Golobove vlade. Sploh ne več. Nehalo se je sploh o tem govoriti, nekaj časa je bila kontrola cen, pa se je tudi s tem nehalo. A ja, pa je, včasih bila kontrola cen. Je bilo precej več debate. Popisovali se je cene, kot je rekel Edvard, v obdobju, ko ni bilo takojšnje škode, recimo, ker ni bilo volitev. Absolutno. Tako da to je en vidik, to se pravi, to zadovoljstvo ob tem, da boš dobil, ker ljudje večinoma vidijo samo, da bojo dobili 600 pa še nekaj evrov gor, na račun. Kakšno preračunava. In potem daš k temu še to načrtno sliko te nove elite, ki se jo poskuša nekako spromovirati. Mi smo se hecali 2 leti nazaj, ali pa ne vem, ko smo v takih pogovornih vdajah se hecali, Sončni dvor, Sončni kralj in tako naprej. To je izhajalo iz njegove ukvarjanja z solarnimi paneli in tako naprej. Ampak žal teorija komunikacije pač pravi, da ljudje potrebujejo nekoga, na katerega se nanašajo, kar pomeni, da potrebujejo neke vrste elito, na katero se nanašajo. In to je dala zdaj poroka. Lahko mi razpravljamo o tem, kaj si jaz ali pa Sebastian ali pa ti mislimo o tej eliti. Ampak dejstvo je, da se vzpostavlja nek novi razred, ki je medijsko v ospredju. Ne, saj finančno nič ne obvladujejo, razen to, da se Golob kiti s tem, kaj pa mu pomaga še enega Jurija več na računu, in tako je dovolj vsega. Ampak ljudje potrebujejo nekoga, na katerega se nanašajo, zdaj bom rekel brutalno, pa ne mislim nekaj dosti slabega, ampak kot ovce, ki potrebuje nekoga, enega pastirja, da mu bojo sledili. In to je ta nek novi razred, katerega roko na srce, pač to se pravi Robertina, to se pravi ta par, pač pelje na nek način, ki
Mi nimamo boljšega primera v Sloveniji, kot so one dva. Ne, lahko imamo kakšnega slabega, ampak one dva sta tam. Ne, obvladujejo pač določen nabor medijev. Ne, in ko ti to začneš združevati, v bistvu daje, jaz mislim, da bo še kakšen moment prišel, ne, ta strah, ki se ga vnaša še v igro, ne, in še kakšen moment, mogoče malo bolj dramatičen, čustven, ki bo igral na nek drug nabor čustvenega tega spektra pri ljudeh, ne, da bojo na koncu stavili sliko, ne, kar je za nas v bistvu dobro pač povedati na glas, ne, da gre za načrtno igro, ne? Da ne gre to za neke sporadične, ne vem, nekdo se je tam poročil in vsi mu želimo dobro, ne, sej, pač to, da se mi politično strinjamo, ne pomeni, da bi komu želel kaj slabega, ne, ali pa da je, ne, pa si rečeš, sej to ni nič slabega, če bojo ljudje dobili še tistih par 100 evrov, ampak ne gre za načrtno igro, kako obvladati, to se pravi sentiment ljudi, da se ga bo pripeljalo čez 5 mesecev, 6 mesecev, pač na tisto točko, kjer bo treba obkrožiti pravi ljudi. Zanimivo, kakšne detajle se gre, ne, če pogledate naslonco Jane, ker sta Golob in Tina Gaber skupaj, ne, vsi vemo, da je Golob precej mlajši od Gaberove, ne, ampak na tej fotografiji je višji. Ne. Na večini fotografij, banalne detajle se pazi. Ne. Ampak torej, nedvomno se je z vstopom v jesen začela popolna strateška ofenziva volilne kampanje. In to, da je zdaj recimo skočilo za 2 točki, je že prvi rezultat, ki je nedvomen tudi zaradi gostote vseh nekih dogodkov. Ne. Treba je seveda vedeti, danes ankete ne pomenijo volilne napovedi. Ne, zaradi tega, ker še nismo v mentalnem okvirju odločanja naslednjo nedeljo. Ne. Pomenijo trenutno ankete, torej izven, dajmo reči, tistega finiša, pomenijo predvsem, na koga se ljudje spomnejo. Ne, kaj je tisto, kar jim najprej pade na pamet. Zaradi tega, ker velik del ljudi se s politiko sploh ne ukvarja. In velik del ljudi ima zelo redko sploh stik s kakimi politiki. In tukaj je pa zdaj gostota 2 velikih, pa ene serije manjših zadev, ne, torej od kongresa do drugega, ampak 2 veliki zadevi. Iz poroke sta naredila fenomenalen reality show in ta božičnica je seveda pritegnila vso pozornost javnosti. In že samo pozornost je dovolj, da za tisti 2 točki recimo skoči nekako gor. Jaz se spomnim iz unega obdobja od 2004 do 2008, ko je v nekem momentu socialnim demokratom za 3 točke skočila podpora. In potem šel malo pogledati podrobnosti analize in je skočila podpora v populaciji samske ženske v malem kraju od 25 do 45. In sem razmišljal, kaj se je zgodilo tisti mesec in je pač Borut Pahor 2-krat nastopil na Piramidi. Tisti oddaji, s katero je Erika Žnidaršič postala slavna. In je bilo že dovolj, da je torej 2-krat bil stik, ne glede na vsebino, ne glede na to, kaj je povedal. Ne? Ker kot je rekel Edvard, ljudje ne bodo delali nekih globokih analiz. Mi imamo 2 sistema razmišljanja v glavi. Imamo hitrega, avtomatičnega in imamo počasnega, premišljenega. Ampak kapacitete tega drugega mi usmerjamo v ono, kar je nam v življenju pomembno. In večina ljudi se utrudi že skozi službo, karkoli počne, še posebej, če mora biti kaj filigranska natančnost v neki zadevi, potem se ukvarja z otroki, s partnerjem, z drugimi zadevami in politika je nekaj, kar, bom rekel, zapiha nekje daleč od ušes in pride samo mogoče eho neke vsebine, torej nekaj izjemno poenostavljenega in dovolj je torej že stik, da dvigne za kako točko. Zdaj, to seveda ne bo držalo do volitev, ne? Ampak če pa bo se nadaljevala kavalkada in bo vsak mesec 1-2 taki potezi, potem pričakujem, da bo podpora Svobodi še rasla do volitev. Zdaj ti napoveduješ nek dramatičen čustven dogodek, še kako? Tukaj se mi zdi zelo pomembno še eno malenkost dodati, no, to, kar je Sebastian, ker si lepo v bistvu zapeljal, ta gostota. Ta gostota hkrati tudi zapira prostor ostalim. To je prvi moment. Drugi moment, na katerega pa bi se mi zdi res pomembno opozoriti. Če smo v preteklosti ogromno diskutirali pa analizirali in tako naprej te negativne kampanje, imamo zdaj opravka v obeh primerih s pozitivnimi kampanjami.
Ne? To se pravi, da je Svoboda prestopila na drugo stran, dobesedno, ne? In se ukvarja s pozitivnimi stvarmi. Božičnica, to je pozitivna stvar, imeli boste toliko in toliko denarja, poroka, pa kakšne lepe stvari. Zdaj, kaj bo naslednja in tako naprej, druga stvar. Ampak tudi oni želijo stopiti ven iz tega negativnega nabijanja proti Janši, proti, ne vem, nasprotnikom, kakorkoli. In je v bistvu to, dajmo reči, pametna poteza. Ker mi smo se zadnjih 5 let mogoče že celo pritoževali na tem, da je negativno, jaz moram reči, da včasih me prav žalosti, ko X odprejem, pa vidim ta žolč, ki se zliva, in se včasih malo pohecam, pa tudi jaz rad sam objavim kakšne take malo bolj zabavne vsebine, že za tega, da ni vse toliko, kako bi rekel, črno, zlo in tako naprej. In za v bistvu nagovor ljudi, tega, kot si prej lepo rekel, tega malo lenega dela, mislim lenega ne samega po sebi, ampak pač tako delujemo, da delamo približke, da približno nekaj, ko delamo s tem intuitivnim delom, in mi smo podhranjeni dobrega v Sloveniji, mi smo podhranjeni. To zlo, ki se je upeljalo s temi kolesarji, s tem Jenulovo dramatiko po cestah, kjer smo včasih lahko samo zgroženi in še naprej tudi z, bom rekel, ta klika, ki vodi te podcaste in vse to zlo in ta žolč, ki se zliva na vsakega, ki karkoli omeni, je v bistvu postal počasi stvar preteklosti, in prostor, saj jaz ga tako doživljam, je v mnogo primerih nasičen. In v tem primeru je recimo Svoboda, jaz mislim, da naredila dobro potezo, ker vnaša ta pozitivni element. Hkrati pa preiskave, policijske. Hkrati pa hišne policijske. Pa še en drugi horizont tukaj. Pa strah, ne? Pa še en drugi, torej... Čeprav Jenul je malo zginul, ne? Ja, mogoče začasno. Ja, začasno. Robert Golob je šolski primer populizma in je dejansko fenomenalno za ga predavati o tem, ker kaj je bistvena politološka analiza populizma? Vojna, mi, oni. Čisto ljudstvo proti umazani eliti. Mi pošteni proti dvoživkam v zdravstvu. Mi pošteni proti pohlepnim podjetnikom. Zdaj recimo z vidika božičnice, ne, ampak se strinjam, torej on prevladuje s pozitivo, pol je dovolj sam, da nakaže, da odpre ta horizont negative, ki je pa že v glavah večine, ta antijanšizem oziroma to sovraštvo do nekih skupin. In to je zdaj fenomenalno obvladal ravno s tem, je srečen, je vesel, se je poročil, prihaja z božičnico, da bodo še drugi ljudje kaj imeli od tega, zaposleni so največje bogatstvo vsakega podjetja, ampak pol je vejca in zaključek, grdi podjetniki, ki hočejo preveč dobička recimo pobrati. In dejansko je tisti negativni del že ustvaril nek okvir v glavi ljudi in s tem pozitivizmom pa lahko doseže tisti val pridobivanja teh volivcev, ki se za politiko torej ne zmenijo kaj dosti. Ker mi pogosto mečkam se mi zdi tako z obsojanjem gledamo na to polarizacijo političnega prostora, ampak v končni fazi gre za posledico lenobe, ki je vnešena pravzaprav skozi vse različne vidike razvoja tehnologije, recimo. Danes mnogo odločitev dejansko sprejemaš na podlagi komentarja ChatGPT-ja, recimo. To dobro, slabo, republikanci, demokrati, janšisti, antijanšisti in tako naprej. Ta polarizacija v bistvu se mi zdi naravna posledica človeške v bistvu, kako bi rekel, varčevanja z energijo, da ne bomo uporabljali pojma lenobe, ampak varčuješ z energijo in poskušaš se relativno hitro, intuitivno odločiti, ali si proti ali si za. Kar je dober izziv, je pa to, da se te polarne odločitve zelo globoko betonirajo. Zelo globoko in zelo malo je potrebno. Dovolj je biti samo en kratek čas v nekem okolju, ki strašno preferira nek pogled in se to zelo, zelo globoko usede. In je, bom rekel, na nek način, mogoče to mečkam megalomansko rečem, ampak na nek način smo pač ujeti v nekem toku, ki nas vodi prav zaradi te naše notranje malo nobe v razmisleku, in jaz se strinjam, jaz bi si strašno želel, da bi na neki točki šli v ponovni razmislek, branje programov, in tako naprej.
Žal pa ob tem ne vem, če je to še Če je to dosegljivo sploh. Je pa teza tudi, da je Golob s to božičnico začel zapira manevrski prostor Vladimirju Prebiliču, kot glavnemu konkurentu na levici. Ne? To bo ena glavnih, zagotovo ena glavnih front. Saj smo videli, da je tudi Prebilič izjemno oster do Goloba, ne samo z izjavo, da z njim ne bi šel v vlado zaradi KPK-ja, kar je zanimiva odločitev, no, ampak tudi s to pravljico proti božičnici, seveda. No, prejšnji teden se je tudi odprla ta medijska fronta, ti Golobovi mediji, pa ti njihovi angažirani novinarji so prvič odkrito udarili proti Prebiliču. Tako jim postavljajo jasen okvir, Pravličar, Prebilič in podobno. To se bo stopnjevalo, misliš? Jaz mislim, da se bo to stopnjevalo, zaradi tega, ker je to dejansko največja tekma znotraj bloka. Jasno je, da bo še vedno rdeča nit volilne kampanje bo antijanšizem. To je pač osnovna zadeva, zato ker deluje. In vprašanje je samo pol, v kakih dimenzijah bo vse to uporabljeno. A to pomeni tudi, da bo ta Golob in Prebilič tekmovala v antijanšizmu, kako? Torej, vprašanje, kako se bo Prebilič sploh postavil, ker Prebilič je prišel z napovedjo, treba je povezati in sodelovati, ampak ne bom z Janšo, potem kasneje ne bom z Golobom, skratka malo čudna poteza. Vprašanje je, ali bo Prebilič sploh dobil nek prostor, pa tudi ali ima kapacitete, da zasede nek večji prostor od rezultata, zaradi katerega bo kasneje seveda prisiljen iti v neko levo vlado, ker kakšne druge možnosti dejansko ne bo imel. Lahko zdaj govori kakorkoli želi, ampak obstajata praktično dve opciji v tej državi po naslednjih volitvah. Ali bo Robert Golob nadaljeval in dobil še en mandat, ali se bodo zgodile spremembe z vlado Janeza Janše. Nekaj tretjega, da bi se zgodilo, je skoraj da neverjetno v tem momentu, če se ne zgodi nekaj zelo velikega v teh 5 mesecih. Ta kurs, ki ga je zdaj Prebilič zausil do Goloba v zadnjih 2 tednih, kaže na to, da se v bistvu gre za to, da bi Prebilič, ne Golob bil tisti, ki bi postavil levo-sredinsko vlado. Ampak jaz mislim, on se je lotil zadeve podobno, kot se je odzival Marjan Šarec leta 2018. Torej, brez sodelovanja centrov moči. Centri moči levice so na Golobovi strani zaradi tega, ker je največji center moči na njegovi strani. Torej, vladar slovenske levice danes je ljubljanski župan Zoran Janković. In dokler bo on tako močno na strani Roberta Goloba, bodo tudi vsi ostali interesni krogi, ki so močni v levici, vsaj tiho, ali pa če bodo komu drugemu pomagali, bodo to počeli na zelo previden način, niti slučajno pa ni opcije, da bo še enkrat, brez da se zgodi neka huda politična bomba, ki bi povsem sesula Roberta Goloba in trenutno je ni videti. To ne more biti ne KPK, ne nič podobnega, bi morali biti nekaj precej hujšega, da bi uspelo ta propagandni aparat tudi razbiti. Torej, če se to ne bo zgodilo, ostanejo Vladimirju Prebiliču samo drobtinice, še manjše, kot jih je 2018 dobil Marjan Šarec, in tudi zaradi tega, ker je Robert Golob v precej večji ofenzivi, kot je takrat bil Miro Cerar. In kljub vsemu je takrat Marjan Šarec dobil recimo za točko 2 pred SMC-jem. Tokrat mislim, da je Svoboda v dosti večji prednosti in da je izhodiščna situacija taka, da se obeta še en mandat, razen če bi uspelo alternativi, to pa je bloku pod vodstvom Janeza Janše. Neko sanje o tretjem bloku mislim, da so popolnoma nerealne. In obstaja opcija, da pa se sploh ne bo dalo nič sestaviti, s kakšnim vstopom resnice ali kaj takega, torej da bo situacija taka, da ali bodo prisiljeni v nek tehnični dogovor, kar Slovenija ni ravno vajna česa takega, ali pa bo res pad pozicija in bo nemogoče sestaviti neko večino. Pač gledamo realno izbiro Robert Golob, Janez Janša. Po teh anketah, ki so po nekih povprečjih, pa če gledamo parlamentarne stranke, pa če damo stran tiste glasove, ki se še niso odločeni, potem vidimo, da desna sredina precej vodi v razdelitvi mandatov. Jaz ne bi rekel precej, jaz bi rekel, da je tako zelo odprta zadeva. Od ankete do ankete... Ne govorimo nekaj povprečja za mesec dni nazaj. Ja, ampak jaz mislim, da po vseh teh anketah, tudi če upoštevamo, lahko še kakšna stranka dol, recimo, ko pride Prebilič, not se malo spremenijo neka razmerja. Jaz mislim, da je tekma še zelo odprta. Prej bi rekel, da je v tem trenutku, upoštevajoč propagandni aparat, v prednosti Robert Golob, zato ker je na poziciji oblasti. In videli smo že v teh letih,
da jim ni tuje zlorabljati pozicijo oblasti in zlorabljati državne aparate. Poleg tega jim ni tuje zlorabljati proračun za razmetavanje in kupovanje volilnih glasov. Ne? Skratka, to je tista, dajmo reči, prednostno izhodišče, ki ga imajo. Sploh zaradi tega, ker postajamo dejansko podobni balkanskim državam, kar se tiče načina vladanja. Ne? Tu resno lahko govorimo o srbizaciji slovenske politike, sploh pri zlorabi posameznih državnih aparatov. In to je mogoče, dajmo reči, prednost. Je pa tekma še precej odprta. Ne? In je vprašanje, ali se bo na drugi strani Ti se govoriš o prednosti pred Janšo, ne? Prednosti Goloba pred Janšo. Ja. Ne? Zaradi aparata, ki ga ima na voljo in zaradi utrjenosti antijanšizma. Kar pa vidim na drugi strani je, da stranke svoje delo še opravljajo. Torej in SDS in Nova Slovenija. Ne? To, kar na drugi strani manjka, je pa dejansko organizacije civilne družbe. Sej leve stranke ne zmagujejo same po sebi. Zmagajo zato, ker se številni aparati povežejo za njihovo zmago. Na drugi strani imamo zdaj, recimo, dva sloja, ki sta zelo trpela, ali pa vsaj govori se, da sta trpela pod to vlado. Ne? Gospodarstvo pa kmetijstvo. Ampak ni videti, da bi se zgodile, ne vem, da bi se zgodili ulični protesti. Bilo je nekaj, dajmo reči, kmečkih protestov, ampak je zadeva hitro ugasnila. Gospodarstvo, kot je rekel Edvard, gospodarstveniki morajo delati in imajo potem organizacije, da zastopajo v politiki njihove interese. In imamo gospodarsko in obrtno zbornico, ki sta politično neuspešni, ki torej ne najdeta ključa, da bi gospodarske interese vnašala v konkretne politične odločitve tega mandata. In je zdaj vprašanje, ali smo mogoče mi preveč kritični in je gospodarstvo in kmetijstvo zadovoljno s tem, kar gre. Zaradi tega, ker ne dajejo znakov življenja, ne dajejo znakov, da bi z nekim protestom, z nekim gibanjem, z nekim delovanjem poskrbeli za drugačen politični rezultat. In če ne bo tega, če torej ne bo to, kar je recimo Janša rekel, koalicija z volilci, je pomembna. Torej, civilna družba, tista, ki ni zadovoljna s trenutnim vladanjem, ki si želi spremembe, mora dati svoj del, mora nekaj svojega narediti. In proti propagandnemu aparatu, ki ga ima na voljo Robert Golob, bo pomagalo samo močno terensko delo. Jaz mislim, da bodo vsi tisti, ki so, bom rekel, ki imajo malo več vpogleda v politično dogajanje, pa ki razmišljajo o kakih številkah, naredijo kakšno asociacijo med inflacijo, cenami v trgovini in ekonomsko politiko te vlade, bi morali govoriti o tem z svojimi sosedi, z ljudmi na ulici, skratka, morali bi biti aktivni državljani. Ker samo politične stranke same po sebi ne pridajo do vseh segmentov družbe, ker zelo malo ljudi spremlja politično debato skozi medije, skozi družabne medije. Skratka, zelo malo ljudi bo sploh spremljalo, kaj politične stranke govorijo in delajo, če ne bodo tisti, ki spremljajo malo bolj podrobno, o tem govorili recimo z drugimi ljudmi. To, kar levi aparati civilne družbe izjemno učinkovito počnejo. Desnica nikoli blestela, z neko blazno organizirano ali pa veliko civilno družbo. Ampak to sem hotel edati vaša naprej, ko si govoril o tej pozitivni noti, ki jo poskuša zdaj pač v kampanjo lansirati Svoboda. Kakšen odgovor pa tukaj recimo ima, ne vem, desna opozicija? Ja, desna opozicija... Zdaj pravijo, da se je spet Janša nadel pač, ne vem, neko ovčjo kožo. Ja, tukaj je pravo vprašanje tega razmisleka, ali bojo sposobni prestopiti ta okvir in se ne ujeti v okvir, ki ga levica lansira. Recimo taka lušna stvar je prav prej, ko smo pač govorili okrog Prebiliča. Prebilič je vstopil v to kampanjo kot, dajmo reči, zelo zaželjeni zet vsake mame. Tak nekonflikten, prijeten, večna rezerva v politiki in tako naprej. In on ima izziv te distanciranja in v bistvu njemu ta levi aparat, medijski aparat dela veliko uslugo.
ker ga poskuša distancirati od njih. Tako kot je, recimo, kot so bili napadi v začetku napadi na Logarja. Za njega dobri. Dobri, ja. Tako kot so bili napadi na začetku na Logarja z desne strani, v bistvu Logar je v redu, ker se nekako poskuša zamiti nek prostor. In še nekaj ne smemo pozabiti. Naš prostor, politični prostor je hudo deformiran. Nista dve enaki polovici, ampak je približno takole. In se to potem slika, kot da je nekje na normali. To se pravi, odrivanje Prebiliča proti stran pravzaprav od tega zdravega jedra in tako naprej, marginalizira desnico, ker na desnici, na skrajni desnici pa ni nekega desnega Kordiša. Enostavno ga ni. In bom rekel, zelo hitro si porinen čez rob, zdaj včasih se skrajnost pripiše SDS, včasih se skrajnost pripiše Novi Sloveniji, nimaš nekega igralca, ki bi zamejil ta politični prostor. Tako da odgovor na to vprašanje je pa, ko si ga postavil, kako zdaj se nekako soočiti s tem pristopom, ki ga je v bistvu ta, kako bi rekel, tranzicijski privatizerji, ki se promovirajo kot neka leva socialna zgodba. Predvsem je potrebno najti v bistvu nekaj, kar bo nadgradilo vse skupaj, da se ne vstopa v ta prostor, da se ne gre na silo v neke pozitivne zgodbe ali nekaj. Tako da jaz mislim, da je zdaj tudi aktivacija civilne družbe, jaz mislim, da je največji potencial v tem trenutku, ki je nažalost takšen, kot je zagotovo cerkev. Cerkev je, jaz bi rekel, pač kolaborira v bistvu z aktualno oblastjo, kljub temu, da ta aktualna oblast v mnogo vidikih dela proti, ko pa je, to se pravi, desna stran na oblasti, pa ni nič iz tega. Vidimo recimo posledice aktivnega odnosa do politike, vidimo lahko Hrvaško. To ne pomeni, da se zdaj naganja ljudi za vsako ceno, treba hmaš in pa ne vem kaj, ampak na dolgi rok se vidi tempo, ki ga neka država potem ujame, in mi lahko vidimo pri Hrvaški, zdaj pač kako gre ta tempo hitro in če kje je potem prav Hrvaška, recimo en tak dober primer, kjer je cerkev aktivno v bistvu vključena v to družbeno gibanje. To ne pomeni, se pravi, še enkrat, to ne pomeni neke, ne vem kakšne agitacije in tako, ampak gre za v bistvu odnos. Odnos do vrednot, odnos do tega, kako družbo ohranjati, odnos, kaj so tisti gradniki družbe, da smo morali na različnih oddajah dobesedno skoraj kričati, a bo že kdo kaj povedal o referendumih, o tem, kar je ta trenutek pred nami. Ampak potem se je to očitno zgodilo. Se pravi, mislim, to bi moralo biti nekako normalno, da se pač, bom rekel, kaj pa je, pač zadnjič je kolega Boštjan lepo rekel, ja, cerkev je pač nekaj nadzemeljskega, to ne pripada temu svetu, ampak v končni fazi, lahko pa zelo pomaga ljudem kot nek svetilnik, v katero smer v bistvu se obračati, ker se pač marsikdo mogoče pa kljub vsemu zgubi, v katero smer iti, kaj je prav, da ko si dnevno izpostavljen določenim informacijam, je v bistvu dobro, da ti tudi nekdo, kateremu zaupaš, v bistvu malo pove. Zdaj, prej okoli tiste ankete, ki smo se pogovarjali, okoli Mediane, NSi je malo skočila, to je zdaj 1%, 2%, to je zdaj posledica tega, da je pač vodenje NSi je prevzel Jernej Vrtovec. No, to je spet lahko že zaradi pozornosti, torej, ker je bil kongres, ker se je medijsko pojavljalo, ker je mogoče neki nov val optimizma, ker se je recimo pogovarjal z SLS-om v skupni listi. Ampak to gre točno v kontekst tega, kar si rekel, ta zgoščenost informacij. In je prišel en dogodek, ki je drugačen od prevladujoče politike, in je lahko in dejansko nek učinek. Tako. Tako da to v vsakem primeru. In tam mislim, da je Vrtovec zagotovo politična figura, ki lahko stabilizira Novo Slovenijo, ki je imela velike težave in je precej na udaru bila, na točki, ki jih boli. Očitki o korupciji so za stranko, ki je nastopila na zadnjih volitvah v belih srajčkah in torej kot znakom čistosti, je boleče. Ni škodovalo zaradi tega, ker je uspel verjetno, torej tisti osnovni, torej oni imajo precej zvesto volilno telo, ponovadi je bilo 70-80 tisoč volivcev zelo zvestih njihovih. In tudi analize so pokazale, da je njihovo volilno telo zvesto, je pa
pasivno v propagandi. Niti sosedu ne bodo šli govoriti o tem, komu naj voli, so pa zvesti. So bili precej, dajmo reči, razdeljeni v odnosu recimo do Janše, tu ni enoznačno, pol jih je mogoče zelo naklonjeni sodelovanju z Janše, pol je recimo bolj skeptičnih, tako da to je neka situacija, ki jo bo moral notranje znati obvladati. Mislim pa, da je odličen znak bil tudi to, da je k sodelovanju ponovno pritegnil recimo Ljudmilo, oziroma da je ohranil Ljudmilo Novak v vodstvu stranke. Izvoljena je bila, največ glasov je dobila. Če mu uspe prepričati še gospoda Peterleta, recimo, da se vrne v stranko, bo to spet neka simbolna poteza, ki bo stabilizirala to stranko. Vrtovec. Jaz mislim, da je za Novo Slovenijo bilo izjemno pomembno, da zapiha nek nov veter. Ta stagnacija na trenutke se je meni zdela že prav boleča, za neko stranko, bom rekel, ki zame ima velik potencial, kakorkoli obračam, in jaz upam, da bo novi predsednik to uspel nekako zgenerirati. Zato jaz mislim, da je vsaka neka sprememba, zanimivo je, vsaka neka sprememba bo taka pozitivna, to bo pomenila v bistvu še nek dodaten, dajmo reči, 10% tukaj, 10% tam. Za večji preboj pa jaz mislim, zdaj nočem preveč govoriti o cerkvi, ampak jaz mislim, da je ta krščanska demokracija v bistvu nek bazen, ki je podhranjen. Podhranjen je, in da se tega dela ne animira, je v bistvu meni se zdi to škoda. Zdaj en del zagotovo recimo animira SDS, en del se... Govoriš o animaciji NSI-ja proti cerkvi. NSI-ja proti cerkvenemu občestvu. Političnemu telesu, tako, ki je, dajmo reči, cerkveno ali pa religiozno zelo jasno opredeljeno in ima to višje na naboru nekih notranjih vrednot, tudi ta pripadnost. In jaz mislim, da je tukaj v bistvu, zato pravim, tukaj na eni strani velik potencial, po drugi strani pa velika škoda, da se to v preteklosti ni nekoliko bolj angažiralo, ker nekdo bo zagotovo nagovoril te ljudi, nekdo jih bo nagovoril. In zdaj, zakaj se to na neki poti presekalo, je meni, bom rekel, ni jasno najboljše, zdi se mi pa škoda. Se strinjam, mislim, da je to res izjemno velik potencial, še posebej oziroma še dodatno v mladih generacijah. Tu se vidi, da je katoliška mladina izjemno aktivna in mislim, da so nove generacije, kot kažejo raziskave, se v višjem odstotku udeležijo volitev. Nove generacije so nekako bolj naklonjene nekim tradicionalnim konzervativnim vrednotam in bi to bil lahko eden, dajmo reči, mogoče pika na i za neko končno volilno odločitev. Tako da tukaj je res velik potencial. Tu se bodo morali najprej seveda znotraj cerkvenih krogov nekako odločiti, kaj jim pomeni takšna ali drugačna vlada. Zaradi vrednot in tudi zaradi interesov. Zdaj smo videli, spet se nakazujejo določeni napadi na cerkev. Bilo je nekaj člankov na Siolu glede recimo lastnine nadškofije in tako naprej. Skratka, z Asto Vrečko na kulturnem ministrstvu se je ustavilo določene procese, ustavilo se recimo financiranje določenih kulturnih spomenikov, zato ker so bile to cerkve in tako naprej. Skratka, tukaj bo morala tudi cerkvena organizacija sprejeti neko odločitev glede tega, ali je politični režim v državi pomemben za krščanske vrednote in interese same cerkve. Treba je tudi vedeti, da skozi zgodovino slovenskega medijskega prostora ali pa nasplošno sentimenta je bila cerkev od vojne naprej, je bila cerkev deplasirana v bistvu kot nekaj drugorazrednega, nekaj zastarelega, nekaj, da ne rečem kaj, tam za neke runkelne shribov ali ne vem kaj. In tukaj se bo cerkev na neki točki morala tudi odločiti za načrten pristop, da bo biti del cerkvenega občestva nekaj, kar je kul. Da ni kul biti izven tega, ampak da je kul biti znotraj tega. In to bo cerkev na neki točki verjetno morala to preseči, ker pri takšnih množičnih udeležbi na različnih dogodkih, prav posebej, kar si rekel, zaradi mladine, je to enostavno si na drugi strani potem šokiran, da je marsikomu javno
težko reči, da hodi v cerkev, da je v bistvu, da pripada, to se pravi, nekому krščanskemu, da mu reči izročilu, ne samo, da je krščan, pa tako naprej, ampak da prideš v točko, kjer v bistvu si rajš tiho, in jaz to povezujem s to tiho pasivnostjo, kot si prej omenil Nove Slovenije, da si rajš tiho, kot da to poveš nekaj, in potem, ko nek Roglič dvigne roko, pa ti skriž gor, vidiš komentarje kakšen pogum, kaj je to, mislim, kakšen pogum, to je nekaj normalnega, bi moralo biti za kdorkoli pač temu aktivno pač pripada ali pa pasivno pripada, da se to pač podpira. Zdaj, pa je Edvard ugotovil, pač vse to ugotavljamo že nekaj časa, da pač Slovenija nima neke skrajno desne, radikalno desne stranke, ampak zdaj sem prvič videl, tako javno, Dejan Kaloh, bivši poslanec SDS, Suvereni, ampak prvič zdaj pač šel je v neko plakatno akcijo, ampak prvič sem videl, da nekdo poziva k slow exitu, Ali je to skrajna desnica ali ne? Lahko, mislim, to je nek poskus, mogoče je vprašanje, ali mu bo uspel preboj, Kot razumem, je tudi začel sodelovati z Vardo, skratka zbira se tista neka, posamezne skupinice, ki bi lahko jih uvrstili v tisti del političnega prostora. Vem pa, da je že na samem začetku, torej najprej gospod Kaloh probal iti z Logarjem, pa ni bil zadovoljen, ker ni dobil ustrezne pozicije. Potem sem videl na Twitterju, da je potekal nek poskus sodelovanja z gospodom Komanom, pa ni šlo, sta se hitro skregali. Koman svojo stranko, ne? On, mislim, da ustanavlja stranko Straža, torej zbira podpise za ustanovitev stranke Straža. Skratka, obstaja neko dogajanje, mislim pa, da gre za precej marginalne skupine, ki bodo težko, tudi povezane bi se, mislim, da težko sploh postavljene na politični prostor. Je pa, mislim, da pomembno ravno zaradi tega, ker je zaradi tega, da se celoten lok političnega prostora sestavi, je pomembno, če ne drugega, da delujejo kot nek, bom rekel, politični akterji, če tudi izven parlamentarnega prostora, v nekem delu civilne družbe. Ampak to se pravi, da kaj zdaj, Kaloh bi lahko bil nek desni Kordiš, kako? Zdaj ne vem, jaz pač meni nazorsko ta skrajni element ne paše, recimo, ampak zdi se mi pa zelo dobro, da se to, tako kot je Sebastian rekel, da se to nekako poskuša skreirati, ker naslednji korak od tukaj, zdaj mogoče so te jumbo plakati bolj namenjeni izplavanju iz anonimnosti, da se ve, da obstaja, in da se ve, da se nekaj dogaja, konec koncev tudi mi tukaj govorimo zdaj o tem, ampak ta skrajna krila političnega prostora imajo strašno pomembno vlogo pri javnem udejstvovanju. To se pravi, različni shodi, prisotnost na različnih dogodkih, protestih in tako naprej imajo, in danes smo mi zadnjih 5 let pravzaprav razen pohoda za življenje, pa ne vem, popravite me, če sem kakšnega spregledal, kakšnih takih velikih, nekoliko bolj konzervativnih shodov, ali pa to se pravi, teh dogodkov v bistvu niti ni. In to zelo lepo ponazarja to nagnjenost na eno stran, in v bistvu ta zamejitev političnega prostora vnaša to neko ravnovesje, da tudi tisti, ki niso toliko skrajni, da se počutijo dovolj suverene, da se aktivno udeležijo nekih javnih shodov, katere se sicer ne bi. Zaradi strahu pred stigmatizacijo, pred mogoče celo konflikti, pred ne vem čem. Tako da jaz mislim v skupnem, da nobena skrajnost ni v redu, ampak kadar gre pa za tako nagnjenost na eno stran, je pa verjetno prav, v bistvu, mogoče sem jaz malo pozašli, v bistvu sem hodil vprašati, koliko ima recimo ta ideja, možnost recimo uspeha v Sloveniji, odhod iz Evropske unije, slow exit. Jaz mislim, da trenutno ni možnosti za to. V Veliki Britaniji se je to zgodilo. V Veliki Britaniji se je to zgodilo, mislim, da čisto tako po napaki, čisto slučajno se jim je to zgodilo, ker so celo določeni, ki so bili v ospredju kampanje, bili pripričani, da jim ne bo ratalo, ampak da bo to jim pripeljalo torej prineslo nekih političnih točk. Tudi zaradi tega, ker gre za povsem drugačen politični prostor in politični sistem. Tam so volitve, tam so tudi volitve torej večinske in to tisti, ki dobi največ glasov, gre v enokrožne. Skratka, popolnoma druga logika uspeha na volitvah. Ampak je pa nas toliko potenciala, da se to lahko recimo spravi čez 4% v državni zbor? Jaz mislim, da ne, jaz mislim, da celo izstop iz NATO ne bi imel možnosti, kar je dosti bolj verjeten kot recimo izstop iz Evropske unije, ampak mislim, da to
enostavno, ko bi se začela neka razprava, ko bi ljudje se koncentrirali na razmislek o vprašanju, kaj pomeni biti del določenih mednarodnih struktur, mislim, da bi le prevladal razum pri teh zadevah. Kaloh pravi, dajmo vrniti, da ne bomo hlapci, kako ne? Ja, no, jaz se tukaj strinjam glede tega, ne. Je pa res, ne, da ta element v bistvu je zelo hvaležen element za razprave. Ne. To se pravi za kreganje, za biti za, proti in tako naprej. Jaz mislim, da je v Sloveniji, kakorkoli obračamo, ne, to, da smo znotraj NATO in znotraj Evropske unije še vedno prevladujoče mnenje, da je zelo dobro, da smo tukaj, ker če bi bili sami na odprti čistini, bi bilo to lahko v bistvu za Slovenijo lahko zelo naporno. No. Ne, ampak je pa to odlična tematika za kregati, za različne, ne vem, omizja in tako naprej, ne, za neko podpihovanje nekega sentimenta, ki tako ali drugače tli, ne, v družbi. V vsaki družbi je en del tega skrajnega, vseh nas je en del tega skrajneštva. Ne. Sam dovolj pravilno je potrebno to nagovoriti. Jaz mislim, da zaenkrat ne Kaloh, ne tale gospod Čiško ali pa tale Koman, da nimajo pravega načina, kako nagovarjati ljudi. Recimo Stevanovič v tem primeru je bistveno boljši pri nagovorih in nenazadnje Stevanovič je demonstriral v kakršnem koli že kontekstu, je demonstriral tudi neko tako aktivacijsko sposobnost in organizacije in potem, da nekaj potegne ven iz tega. Ne. Tako da bilo bi pa zanimivo, no, če bi kjerkoli od teh elementov se znajdu tudi. No, pa še en pozitivni učinek je lahko ta, da pa začnemo govoriti o suverenizmu proti globalizmu, zaradi tega, ker jaz bi si želel vedeti ne samo torej konzervativni suverenizem, ampak tudi napredni suverenizem, ker mislim, da osnovna delitev danes ni več samo, ali pa da ni več samo levo-desno, socializem, konzervativnost, ampak da je danes tudi globalizem, suverenizem ena ločnica, ki bo pomembno vplivala na prihodnje politično dogajanje. In bi si želel zmerni suverenizem oziroma razpravo o tem, kako doseči v kontekstu Evropske unije bolj suverenistično politiko Slovenije. Ni treba, da smo, dajmo reči, tako pod udarom, kot je recimo Madžarska z Orbanom, vidimo pa izjemno uspešno Melonijevo v Italiji. Melonijeva so pričakovali, da bo podobna Orbanu in da bo dobila podobne klofute iz Bruslja in je našla eno fantastično politiko, ki Italijo tudi ekonomsko postavlja nazaj na noge. Pa zdaj vidiš pristop Slovaške, ne? Ko so izglasovali, da je njihova zakonodaja nad evropsko, ne? Kam bo to in kako bo to peljalo, jaz ne bi v tem sodil, ampak odpira se nek prostor za razprave, da obstaja več možnosti. Ne? In verjetno je to znak vsakega inteligentnega človeka, da dopušča tudi drugačno možnost od tiste edine, v katero verjame. Mogoče do tistega, kar je bil dejansko ideal Evropske unije, ne? In to je pa subsidiarnost. To pomeni, da se posamezna odločitev sprejme na tisti ravni, ki je najbolj optimalna za naravo te odločitve, da se določene stvari sprejemajo v Bruslju, določene pa tukaj doma, ker bruseljski aparat se razpasul čez vse namene nastanka Evropske unije. Tudi do papirnatih slamic in zamaškov. Je dejansko mogoče celo edina rešitev za to, da se Evropska unija sploh še nadaljuje. S temi zamaški je pa res blamaža, mislim, to je skoraj neverjetno in zdaj prideš v obratno situacijo, da se jih tudi ukiniti ne da, ne? Tako kot tole premikanje letnega pa zimskega časa. Zdaj, če ukiniti ne moramo, ne? Kdaj bojo papirnate slamce zginile, jaz ne vem, kdaj bojo zamaški. Je pa tukaj še ena teza, da se pač te plakatne akcije, recimo konkretno Kaloha, pa tudi Karla Javca financirajo z ruskim denarjem, ne? Da gre to v nek kontekst neke ruske specialne vojne. To je postal zdaj tudi velik izgovor v številnih državah za, bom rekel, čisto diktatorske poteze. Ne? Torej zato, da se prepovejo recimo kandidature nekomu, ki bi moral zmagati na romunskih predsedniških volitvah. Brez nekih resnih dokazov, to zna biti tudi zelo nevarno za evropsko demokracijo. No? In tle je zelo
bom rekel, bi bil zelo previden. Tega še ni pri nas zaenkrat, ne? Jaz mislim, da pri nas tega niti slučajno. Ne hočem reči, tega, da bi se nekomu prepovedala kampanja, še ni, ne, zaenkrat. Ne? No, imeli smo primer representnikov zaporov. Zaenkrat, ja. Tako da je še veliko vprašanje. Direktna prepoved. Da bi ustavno sodišče nekomu prepovedalo, ne? Ampak ne reči nikoli. Ne? Zaenkrat, ja. Ja, zaenkrat, ja. Mogoče bomo že na 5. uro resnice se pogovarjali o tem. Ja. Ne? Dobro, Edvard pa Sebastijan, najlepša hvala za današnjo debato, bilo je zanimivo, mi pa seveda se vidimo znova prihodnji petek, ko bo pa z nami Aljuš Petinač. Do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.